Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že 15. komentar novic v letošnji sezoni. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo, kot običajno, ustavili pri 4 sklopih novic, kjer bom skušal dati malce večji poudarek tistim novicam, ki po mojem videnju niso dobile dovolj prostora v medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Kolikor vas zanima, kaj piše v originalnih citiranih člankih, imate bližnjice do njih, seveda v samem opisu. In kot ponavadi, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje, moj osebni komentar. Tudi tokrat smo na hitro obnovili pravila tega malce drugačnega prispevka, zato se lahko kar takoj lotimo prve današnje teme. V današnjem prvem sklopu se bomo ustavili ob novici, ki smo jo v preteklih dneh že nekako napovedovali. Rio Hirakawa, kot poroča uradna spletna stran Formule 1 7. aprila, je z ekipe Alpine prestopil k Haasu. Njegova vloga sicer rezervni voznik, ampak vidimo lahko, da je ta Japonec eden izmed glavnih akterjev na tem tržišču voznikov. Lahko bi dejali, da v nekaj mesecih smo ga videli v McLarenu, nato na prvem prostem treningu velike nagrade Japonske in sedaj po vezah Toyote je prišel k Haasu. In kaj bi lahko rekli na to? Nič drugega, kot da izgleda, da so pri Toyoti pripravljeni investirati enormne količine denarja v samega Hirakawo. Je sicer del njihove ekipe v pokalu Endurance, ampak to prestopanje iz strukture v strukturo stane. In ne malo. Hirakawa na prvem prostem treningu velike nagrade Japonske je nekako dosegel izjemno odmeven rezultat, ampak tu se moramo vprašati, kakšne so bile njegove nastavitve in kakšen je bil program. Izgleda, da so pri Toyoti plačali samo zato, da bi ga videli na domači dirki za veliko nagrado, in po drugi strani, ko se je ta želja izpolnila, so ga premaknili nekam drugam. Ampak ostaja odprto vprašanje, kaj si želijo s tem dokazati in kakšna bo usoda Hirakawe. Ga bomo videli v naslednjih mesecih presedlati še kam? Sam iskreno ne vem. Ampak tu se je treba malce začeti spraševati, ali res Hirakawa kot voznik ima vse tiste kvalitete, da si zasluži toliko priložnosti. Verjamem, na primer, da pri Alpinu ne izpustijo nikogar, ki bi jim lahko malce prispeval v tisti proračun, ampak to, po mojem mnenju, že po času gre čez tisto mejo, ki jo lahko nekako imenujemo meja dobrega okusa. A kot običajno, moje videnje, moj osebni komentar. Mi si pa poglejmo, kaj sem danes pripravil v drugem sklopu. V našem drugem sklopu se bomo pa ustavili ob članku, ki je bil objavljen 8. aprila na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. V vikendu, ki bo posvečen veliki nagradi Bahreina, naj bi se sestali predstavniki dobaviteljev pogonskih sklopov. In začelo se bo razglabljati, kakšni bi lahko bili
motorji prihodnosti. Seveda tu nalašč uporabljam ta izraz. Že kar nekaj tednov krožijo govorice, da v bližnji prihodnosti bomo videli zopet atmosferske motorje, ki naj bi bili arhitekture V10 in seveda še marsikaj drugega. A prihajajo na dan tudi zanimive govorice. Najprej ta, da nekateri konstruktorji nekako pritiskajo, da ti novi motorji bi ohranili sistem KERS. KERS je kratica, ki pomeni Kinetic Energy Recovery System in je bistveno širši pojem od onega, kar v tem trenutku poznamo kot MGUK. In v članku lahko beremo tudi naslednje, da bi lahko te nove enote začele biti prisotne na štartnem razporedu že v sezoni 2029. In kaj bi lahko tu dodali? Prvič, da dobivamo zmeraj več potrditev, direktnih in indirektnih, da nova generacija pogonskih sklopov, ki bo prišla v bolide v sezoni 2026, je lahko bila zastavljena malček, ampak samo malček, preveč ambiciozno. In upam, da je bil sarkazem očiten. Treba se je zavedati, da pravzaprav so konstruktorji tisti, ki stojijo za tem, da bi to novo generacijo dokaj hitro opustili. Če bi do menjave prišlo v sezoni 2029, bi te zadnje pogonske sklope, kar se tiče turbo-hibridne ere, lahko spremljali samo 3 sezone. In da sem bil skeptičen o pravilniku, ki določa to novo generacijo, seveda obstajajo prispevki, kjer sem svoje dvome izrazil že pred več kot letom dni. A sedaj postajajo govorice zmeraj bolj glasne in izgleda, ampak ne da bi se hvalil, da sem imel celo malce prav. Sam ne razumem bistva, da bi seveda novo družino pogonskih sklopov imeli na štartnem razporedu pičle 3 sezone. Namreč investicija v tak projekt je izjemno obsežna in terja kar nekaj stroškov, ki se lahko amortizirajo skozi določeno obdobje, ampak 3 leta je izjemno malo. In po drugi strani bi lahko dejali, da pravzaprav je bilo ogromno političnih pritiskov, da so sploh uvedli to novo generacijo, ki bo prišla na dan leta 2026, predvsem zato, da so zadovoljili v navednicah skupino Volkswagen, ki je v začetku hotela biti prisotna kar z 2 znamkami, ampak drugo leto prihaja le Audi. In sedaj, če se izkaže, da je bil ves ta načrt slabo zastavljen, kaj bi lahko dejali? Da mnogokrat bi bilo bolje, da načrte in pravilnike Formule 1 pišejo tehniki in ne politiki. A kot običajno, moje videnje, moje mnenje. Mi si pa poglejmo, kaj se dogaja pri skuderiji Ferrari v našem tretjem današnjem sklopu. Mojo pozornost je pritegnil članek, ki je bil objavljen 7. aprila na spletni strani časopisa Gazzetta dello Sport. V njem lahko preberemo, da pri skuderiji Ferrari so v resnih dvomih glede komponent dna, ki naj bi prišle v uporabo prav na prihajajočem vikendu, posvečenemu veliki nagradi Bahrein. Nekateri inženirji si želijo to novost, ki naj bi bila preizkušena v prvem prostem treningu in nekako primerjana z ono staro rešitvijo. Ampak Frédéric Vasseur in tehnični direktor Sera naj bi bila očitno proti. Kot piše članek, večja posodobitev pri Ferrariju naj bi
prišla na progo v vikendu posvečenemu veliki nagradi Miamija. In do takrat bi raje Vasseur in Serra nekako zbirala podatke in skušala razumeti, kje so napake bolida SF-25. In tu je treba povedati, da pravzaprav smo dobili implicitno dokaz, da v Ferrariju obstajajo notranje struje. Torej, inženirji si želijo nekaj, vodstvo ekipe si želi čisto nasprotje. In to nam navdušencem dokazuje, zakaj pri skuderiji Ferrari v preteklih sezonah je bilo toliko nesporazumov, toliko internih bojev in konec koncev toliko napak, ker nimajo ene jasne usmeritve, ker nimajo nikogar, ki bi znal ekipo voditi. Če šef ekipe reče, da novo dno ne bo prisotno v Bahreinu, si časopisi, ki pišejo o Formuli 1, ne smejo niti dovoliti omenjati, da obstaja struja znotraj ekipe, ki misli čisto nasprotno. In zopet smo tam pri Ferrariju, ki je razdeljen, kar je, vsaj po mojem videnju, največja hiba, ki skuderijo Ferrari praktično tišči proti dnu. In to, bodimo iskreni, v kar nekaj zadnjih sezonah je bilo več kot očitno. Ampak sedaj imamo tudi zadevo potrjeno z viri. A poglejmo si, kaj sem pripravil še za zadnji današnji sklop. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj lahkotna obrobna tema. 9. aprila je bilo objavljeno na portalu Planet F1 ter motorsport.com recimo temu zanimivo razmišljanje Jeremyja Clarksona. Tu lahko preberemo prvič njegove ocene glede raznih prizorišč svetovnega prvenstva Formule 1 ter idejo, da naj bi tiste proge, kjer je prehitevanje izjemno zahtevno, izjemno težavno, enostavno opustili. Tako bi lahko imeli na koledarju samo tiste proge, kjer se z lahkoto prehitevajo tudi oni malce slabši vozniki in tako bi se lahko izognili takšnim dirkam, kot smo jo spremljali, na primer za letošnjo veliko nagrado Japonske. Kogarkoli zanimajo ocene, ki jih je podal Clarkson, si lahko ogleda originalni članek na portalu Planet F1. A sam bi tu rad dodal nekaj. Se je kdo izmed vas kdaj vprašal, kdo je v resnici Jeremy Clarkson in zakaj dobiva tolikšen odmev pri raznih idejah, ki so pravzaprav le puhlice? Verjamem, pred leti je bil voditelj zabavne oddaje o avtomobilizmu. Ampak Formula 1 ni zabavna oddaja. Formula 1 je kategorija motošporta. Drive to Survive je zabavna oddaja in tudi zaradi tega sem do nje skeptičen. Je Jeremy Clarkson inženir? Spomnim se ga, da je nekoč vozil avtomobil, ki je imel na zadku pritrjeno straniščno školjko. In ko je v navednicah predeloval njegovo vozilo, je marsikdaj uporabljal kladivo, ker drugače po njegovem umu ni šlo. In če se tako osebo sprašuje za njegovo mnenje, pač dobimo ideje, ki so daleč pod tistim nivojem, ki bi ga morali mi navdušenci spoštovati. Dirke so zanimive prav zato, ker je prehitevati težko. Če bi bila zadeva enostavna, sama po sebi umevna, kje bi bila pa zabava?
Če bi lahko vsakdo prehitel onega, ki je vodilni, samo zaradi tega, ker bi bilo lahko, bi bile dirke po vašem mnenju bolj zanimive ali pa še bolj dolgočasne. In verjamem, da mnogi niste niti pomislili na to varianto. Dirke, kot si je pretekla velika nagrada Japonske, so bile, so in bodo sicer dolgočasne. Ampak to nam pomeni bistveno nekaj drugega. Da one dirke, ki so kvalitetne, ki nam dajo nekaj več, so toliko boljše. In treba je dodati še nekaj. Če za mnenje sprašujemo Jeremyja Clarksona, bi lahko isto vprašanje postavili še marsikomu drugemu. Kim Kardashian ali pa Donald Trump zagotovo imata dobre ideje, kako rešiti popularnost Formule 1. Ampak čudim se, zakaj nihče njiju dveh ne povpraša o tem, kar si mislita. Namreč, po mojem mnenju, spadata v isto kategorijo kot sam Clarkson. Ampak kdo sem jaz, da bi sodil? Tako, tudi danes smo prišli do konca našega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.